Kar se tiče projekta, delamo en fenomenalen projekt, katerega bomo lahko skupaj slišeči in gluhi na identičen način videli, slišali in o njem govorili in širili še to pozitivno za njih. V ustavo smo sprejeli zakon in začeli delati s temi ljudmi na ta način, da so enakopravni nam, in tako sem jim tudi sam posvetil svoje delo, katerega bomo skupaj predstavili 12.11. v City teatru. Kako se imenuje projekt? Verjemi vase. In zatem, ko sam skozi širim svoj moto, bodi to, kar si, ne, stojim še vedno za tem in verjamem tudi v te ljudi, da naj bodo enaki in da naj bodo tudi oni vzgled nam, tako kot smo mi vzgled njim. Kako ste prišli v to Ževžino zgodbo? Zaradi videospota, ker so želeli, da je vključen slovenski znakovni jezik in so me povabili k sodelovanju. In potem sem poskušala besedilo prevesti v slovenski znakovni jezik in pa Živža tudi uporablja kretne in sem ga pač učila. Plesalko sem tudi učila, kako kretati besedilo in pa seveda še mi tri kot tolmačice bomo tudi prevajale oziroma kretale v slovenskem znakovnem jeziku. Vi se tudi sicer ukvarjate s prevajanjem glasbe v znakovni jezik. Je to težko? Ja. Naprimer, slovensko besedilo je težko prevesti v slovenski znakovni jezik, ker ne sledimo slovnici, ker slovenščina ostane, kakor je, v znakovnem jeziku je pa malo drugače, tako da jaz si želim prevesti to besedilo, da bi res gluhi tudi razumeli to besedilo, kaj želi povedati od vsake pesmi. Zakaj si izbral ravno ljudi, ki so slušno prizadeti? Dejstvo je, da te ljudje so bili dolg časa degradirani na en način in smo jih obravnavali na en tak drugačen način in postaviti se v kožo tazga človeka je res težko, ampak po drugi strani se pa lahko zavedamo, da jutri lahko jaz izgubim ta sluh oziroma vid in zakaj ne bi tako naredil. Ste z Ževžinim besedilom imeli kakšne težave? Je šlo lahko? Ni bilo lahko. Ker to besedilo, ki je bilo, pa rap je, pa hitro, ne? In je bilo potrebno malo spremeniti, mečkam bolj krajšo, da bi bilo to gluhim razumljivo. In tudi za besedilo si je treba vzeti čas, preštudirati in razmisliti, kako bi to prevedli, da bi gluhi razumeli to besedilo. Kaj pripoveduješ v svojem spotu? Moraš sebe znati videti, da si drugim za vzgled. Noben ne bo ti verjel, če ne verjame sam sebi. To je glavno sporočilo. Glavno sporočilo, definitivno. In tudi v bistvu želim, da se te ljudje pokažejo taki, ki so in da ratajo tudi oni navdih drugim, tako kot smo mi njim.